Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Dobrodošli v oddaji Županom. Tokrat je v moji družbi župan občine Dravograd, gospod Anton Preksavec. Dober večer. Dober večer. Hvala, da ste danes tukaj najprej. Če začnemo s tem, da ste pravzaprav nov župan na čelu občine, kljub temu, da ste jo pred samimi izvolitvami že vodili po sili razmer, recimo temu tako, kako se je to spremenilo potem, ko ste dejansko prevzeli župansko mesto? Bom rekel, da je sprememba bila kar velika, seveda najprej tudi hvala za povabilo, to vašo oddajo. Ko si nekako, bom rekel, podžupan, seveda upravljaš samo neke določene funkcije, ko pa dejansko stopiš na čelo, a ne, je pa to, bom rekel, veliko širšo območje delovanja in resnično smo se, bom rekel, kar lotili dela že na samem začetku mandata. Moj mandat se je pričel sredi meseca decembra leta 2022. Dejansko zelo burno, bom rekel, so se čutile že, bom rekel, tiste posledice vojne v Ukrajini. Mi smo se soočali takrat kar z velikimi podražitvami, tako energentov, se pravi elektrike, naftnih derivatov, posledično seveda pritisk na cene v naših javnih zavodih in pa, kar je bilo najbolj, seveda tudi pritisk na cene gradbenih storitev. Naša prva naloga takrat je seveda bil sprejem proračuna. Mi smo se zelo potrudili, da smo proračun sprejeli do meseca marca. V tem času so bili naši zavodi tudi, bom rekel, začasno financirani, kar je bil kar velik problem ravno zaradi teh povišanj cen. Ampak proračun smo takrat sprejeli, bili potem seveda presenečeni, predvsem z dejstvom, da nam je bilo naknadno v tistem letu 2023 odvzeta koncesnina, ki jo dobivamo od Dravskih elektrarn. Vlada je pač takrat z uredbo zaradi pomoči gospodarstvu pri blaženju teh cen dviga elektrike občinam odzela za tisto leto, bom rekel, koncesnino. Za nas je to pomenilo dobrih 800.000 evrov, ki jih seveda smo mi planirali v neke že investicije, ki so se takrat že dogajale. Sledili so seveda upravičeni dvigi cen plač vzgojiteljic, potem pomočnic oziroma pomočnic vzgojiteljic v vrtcih in vse to je, bom rekel, nekako zaznamovalo ta naš začetek mandata, tako da resnično smo takrat bili bolj kot ne, bom rekel, posvečeni temu, da smo poskušali nekako racionalizirati zadeve in pri tem nam je tudi uspelo. Burno je bilo tudi pravzaprav na začetku, ko se je oblikoval nov občinski svet, takrat ste imeli kar, mogoče burno je pretežka beseda, pa vendar očitali so vam, da opozicijo, koalicijo ustvarjate, kako je danes so se strasti pomirile? Tako, mi smo takrat seveda neko programsko koalicijo zasnovali z strankami, listami, s katerimi smo videli, da lahko nekako sodelujemo, da tudi seveda prevzemajo to odgovornost, bom rekel, pri sprejemanju tudi nepopularnih odločitvah. Danes, bom rekel, občinski svet deluje bolj kot ne enotno, skoraj vse stvari, tudi proračuni so 100%, bom rekel, potrjeni. Seveda pa opozicija, če jo lahko tako imenujem, lahko izkoristi boniteto, pač da ne glasuje za tiste, bom rekel, manj všečne predloge, kot so podražitve cen, vrtcev, komunalnih storitev in podobno, ampak to ni nič narobe. Kako pa deluje delovanje lokalne uprave oziroma občinskega sveta, uskladite kakšne pomembne akte, kot je tudi proračun prej, kako to poteka, no, da verjamem, da si želite na seji čim bolj mirno debato? Tako, mi seveda se predhodno pogovorimo, imamo ta srečanja, kjer stranke izrazijo liste svoje želje. Na občinski pravi jih potem seveda poskušamo uvrstiti, če je seveda to možno. Ko je zadeva usklajena, jo pošljemo potem tudi na občinski svet, tako da zaenkrat zadeva deluje zelo dobro. Z te strani seveda hvala vsem svetnicam, svetnikom. Jaz verjamem, da bo tako šlo tudi do konca tega mandata. Dela je ogromno, mi smo res, bom rekel, v tem letu pa pol postorili resnično veliko, sprejeli številne, bom rekel, nove odloke, prejeli tudi različne certifikate, zatem je veliko enega dela. Tako da bomo s tem tempom tudi nadaljevali. Če se koncesije še dotaknemo, ko ste ravno omenili, to je pravzaprav precej nepričakovano. Takrat, ko bi izplačilo morale biti, ste bili šele pravzaprav župani ob rečnih občin seznanjeni s tem, da tega ne bo. Tako, mi smo bili, mislim, da meseca aprila, če me spomin ne vara, takrat seznanjeni s to uredbo. Seveda to Dravske elektrarne nimajo nič pri tem, vlada je pač to sprejela in to vse občine ob reki Dravi smo ostali brez tega in pravim, to je bil res velik problem.
ker to je investicijski denar, ki je namenjen dejansko za izvajanje investicij. Mi smo takrat seveda z kreditom morali nekako premostiti ta manko, da smo lahko investicije peljali. Torej niste šli v rebalans proračuna zaradi tega? Ne. Zanima me tudi, glede na to, da ste bili kot župan seznanjeni oziroma v prvi bojni liniji tudi na žalost avgusta, ko so bile ujme praktično po celi Sloveniji, v Dravogradu je bilo zelo hudo. Kako se spominjate tistega trenutka, ko se je pravzaprav vse začelo, ko je kazalo, da opozorilo Agencije Republike Slovenije za okolje je resno in da se nam obeta nekaj, kar nihče ne želi? Tako je, res buren, bom rekel, prvo leto mandata. Avgusta že prej, bom rekel, že meseca junija smo mi že imeli par takšnih večjih izrednih dogodkov, bom rekel bolj lokalno seveda, usmerjenih poplave, bil je nek vetrolom avgusta, takrat 4. pa je resnično se zgodil pogrom nad našo občino, ne samo nad našo, ampak bom rekel, resnično se je takrat zgodilo nekaj, kar si sploh nismo predstavljali, a ne, v tisto jutro, ko smo se zbudili, ko so začela prihajati prva sporočila, je bil Dravograd dejansko odrezan takrat od sveta. Mi smo bili kot otok, ne, ceste proti Mariboru so bile zaprte, ceste proti Slovenj Gradcu ni bilo več mostu, proti Ravnam na Koroškem prav tako, proti Avstriji je tudi zaradi plazu na avstrijski strani cesta bila zaprta. Tudi sam sem imel težavo, da sem sploh prišel potem do občinskega štaba, ampak smo se hitro nekako sformirali, vzpostavili tisto linijo poveljstva, tu res. Jaz sem se že 100-krat, pa še 100-krat se bom zahvalil, resnično iskrena hvala vsem mojim gasilcem, gasilkam, prostovoljcem. Tukaj smo res pokazali, da če je treba, da znamo stopiti skupaj. In mi smo takrat opravili resnično ogromno delo, škode na naši infrastrukturi je bilo več kot 44 milijonov evrov. In res tiste prve dni, ko smo tudi morali izseliti več kot 100 naših občanov zaradi grožečih plažov, jih namestiti, bom rekel, v športno dvorano, tudi v hotel, ki je še zaprt, hotel Traberg, v dvorec. Imeli smo težave s turisti, ogromno turistov je pričalo takrat v Dravogradu, ki smo jih tudi morali potem nekako namestiti, oskrbeti, si pomagati z našim zdravstvenim seveda domom, ker te ljudi je bilo treba tudi zdravstveno nekako imeti pod nadzorom. Tako da to so bili res težki trenutki, vse tiste prve dni. Potem pa so se začele stvari, ko so se nekako te enote tudi vzpostavile, tudi prostovoljci, ki so začeli z gradbenimi stroji odstranjevati vse te plazove, počasi normalizirati, začele prihajati tudi pomoč seveda iz drugih koncev Slovenije. Ogromno prostovoljcev je prišlo v Dravograd, tako gasilcev, kot seveda navadnih, bom rekel, ljudi, ki so hoteli pomagati. Tudi mi sami smo pomagali takrat občini Črna, ki je bila pa še bolj prizadeta. Ne. Mislim, da je izmed prvih helikopterjev s pomočjo je odšel iz občine Dravograd, takrat družina Frater donirala, se spomnim, ne vem, mleko v prahu, številne potrebščine, zdravila. Tako da res je ena taka velika solidarnost, sem kar, bom rekel, me čustveno veže to spomini. Večkrat sem dejal, da bom nekoč morda pa res napisal knjigo, ker tudi v COVID epidemiji sem imel pa žal to, da sem bil nekako takrat skupaj z našim poveljnikom Bojanom Zavcem civilne zaščite v tisti prvi bojni vrsti in pa seveda z sodelavko Dominiko Knez, da smo te stvari vodili, enako je bilo tudi sedaj. Zato sem takrat tudi obljubil na tistem postroju zadnjem, ko smo ga imeli z celotno našo gasilsko zvezo, da gasilci so tista, či lahko rečem, neka sila, na katero se lahko vedno zanesemo in zato jih bomo opremili. In mi smo tudi postavko v proračunu dvignili na, bom rekel, skoraj 1 milijon evrov. Mi gremo, oziroma smo že v postopku nabave 5 novih gasilskih vozil, ki bodo nekaj jih bo izdobavljenih letos, glavnina naslednjo leto. Hkrati smo povečali tudi sredstva za delovanje gasilskih društev za skoraj enkrat, enako za civilno zaščito, ker nahajamo se v nekem obdobju verjetno res teh klimatskih sprememb, ki bodo, bom rekel, prinesle takšne in drugačne dogodke, verjetno na eni strani sušo, na drugi takšne nenadne poplave in prav je, da se kolikor se moramo seveda na to pripravimo. Našim gasilcem vedno polagam na srce v teh vseh intervencijah, da je prvo seveda njihova varnost, nobeno življenje ni možno nadomestiti, vsako opremo pa lahko zamenjamo, kupimo drugo in tudi moram biti seveda tudi do države tu pohvalen, je namenila seveda sredstva potem za gasilce, za obnovo opreme.
Tako da številne nove izkušnje iz tega in upam, da se ne ponovijo. Ja, ne želimo si Tako. nihče pravzaprav. Tako. Je lahko človek sploh pripravljen na kaj takšnega? Verjetno ne. Hkrati pa takrat ste imeli tudi visoke vladne obiske, ki so si pogledali vso to stanje, verjetno kljub temu, da po televiziji in po fotografijah je bilo vidno, ampak ko človek to v živo vidi, kaj se je zgodilo, je pa čisto nekaj drugega, ne? Koliko je morda že danes posaniranega, kje ste trenutno, no? Tako, takrat res številni vladni predstavniki, tudi predsednica je bila pri nas, so prišli, so pogledali. Res pa je, da si v tem nekako sam, da se moraš seveda v tistem momentu zanesti na svoje moči, na svoje izvajalce. Mi smo nekje do začetka šolskega leta takrat vzpostavili tisto osnovno prevoznost, mislim, da razen 2 cest, osnovno prevoznost kompletnega občinskega cestne infrastrukture. Seveda na to tudi v nadaljnih mesecih do konca leta nadaljevali s temi interventnimi sanacijskimi deli. Tako da danes lahko rečem, da smo že tako daleč, da smo oddali naročila za izvedbo sanacije po tem predhodnem programu, ki smo ga poslali v potrditev na ministrstvo. Naša občina je takrat pridobila si dobrih 12,5 milijonov evrov za ta predhodni program. 2 povprečnini, to je manj seveda kot teh 40%, ki nam jih po pogodbi pripada. Tako da gradbišča so zaživela, številni objekti se bodo obnovili in ne samo obnovili, mi gremo seveda tudi v nadgradnjo, ker ni dovolj, da ga, bom rekel, samo saniraš, pa potem čakaš. Upam, da ne spet kakšnega takšnega dogodka, pa da se zadeva poni, ampak bomo zadeve, bom rekel, tako posanirali, da bomo gradili številne nove propuste, zidove, asfaltirali ceste, da lahko vodo zberemo, bom rekel, in jo kontrolirano odvedemo v potok oziroma tam, kamor pač projektant določi. Hkrati je pa bistveno verjetno to, da tudi država ni samo pri obljubah, da se jih vsake toliko spomne, ne? Da to so bile res, je bila takšna ujma, ki ne more biti v letu ali 2 popolnoma posanirana in da je pomoč potrebna tudi še zdaj. Tako, mi seveda imamo redne sestanke, tako z sekretarjem, šeficom, kot tudi z različnimi ministri, sekretarji. Malo imamo tu seveda težave s to državno tehnično pisarno, upam, da se bodo te težave rešile. Tudi pri predsedniku vlade smo bili pred kratkim na obisku, kjer je obljubil, da se bo to uredilo, ker ne nazadnje, trenutno še vedno imamo rok, da moramo ta denar pokoristiti do konca leta. To so neki izjemno skrajno težko dosegljivi roki. Tako da tu nekako upamo, da se bo zadeva pa le podaljšala. Hkrati čakamo seveda na ta sanacijski program, da se sprejme, da bomo tudi vedeli za naprej, kako seveda zdaj nadaljevati, ker to je samo začetek, kar smo sedaj pričeli. Tako da vprašanje kar nekaj. Večina tudi seveda še za fizične osebe zadeve niso rešene tako, kot bi morda morale biti. A ne? V naši občini sicer nimamo kakšnih nadomestnih gradenj, ker so se zadeve lahko po mnenju teh geomehanikov, statikov se lahko sanirajo, spravijo nazaj. Tudi vse te izseljene osebe smo mi potem vrnili na svoje domove, posanirali tisto začasno, skupaj z, bom rekel, koncesionarjem vodotokov VGP Drava, izvedli številna dela. Seveda je pa to tista osnova, sedaj pa mora slediti ta sanacija. Kje pa ste sicer s protipoplavno zaščito v občini Dravograd? Verjetno zelo pomemben projekt. Tako, to je izjemno pomemben projekt za našo občino. Mi smo bili že leta 2012 deležni takrat velike poplave, ki pa je bila seveda glede na to veliko manjša, ker je pač zajela samo ta del ob reki Dravi in pa Meži, Mislinje. Trenutno se končuje, bom rekel, prvi projekt protipoplavne zaščite ob reki Mislinji in pa delu reke Meže. Ta je sofinanciran iz kohezijskih sredstev. Ravno, bom rekel, v petek 17. odpiramo tudi most proti Korošici, izjemno pomemben most, ki povezuje industrijsko cono. Sedaj je bil voz in je seveda to kar podaljšalo, bom rekel, prevoze za vso gospodarstvo, ki se tam nahaja. Hkrati pa seveda se je ta prevoz težek odvijal skozi naselje Šentjanž oziroma Tiški Vrh, kar ni seveda prijetno za tiste, ki bivajo v neposredni bližini. Drugi projekt, to je pa protipoplavna zaščita na območju občine Dravograd, je pa sofinanciran iz načrta za okrevanje in odpornost. Tu je občina financirala projektno dokumentacijo skoraj v vrednosti 1 milijona evrov.
vodi pa projekt Direkcija Republike Slovenije za vode. Trenutno smo v fazi, da se bo objavil razpis za izbiro izvajalca. Ta projekt pa zajema izgradnjo armirano-betonskih zidov v sami reki Drave, od hidroelektrarne proti trgovini Špar in pa seveda gorovodno ob reki Meži na obeh bregovih, nekje do tega Kotrovega mosta, kot mi pravimo. S tem bomo mi dejansko, bom rekel, potem zaščiteni tako kot sosednje avstrijske občine Lavmin, kjer te zidove že nekaj časa imajo. Izjemno pomembno pa je, da je seveda v tem projektu tudi so zajeti Hudurniški potoki, se pravi, to je ta faza 2, kot imenujemo, v njej so pa potoki, ki gravitirajo na reko Dravo, tudi ti se bodo uredili, tako da 11-milijonski projekt, ki verjamem, da bo prinesel še krat nekaj toliko koristi. Glede na to, da ga vodi direkcija, koliko ste obveščeni oziroma vključeni tudi v občinah, zadovoljni? Smo zadovoljni, naš sodelavec seveda redno se udeležuje teh sestankov, tako da tu ni nekih težav. Kaj pa časovnica, kakšna je? Časovnica je do konca leta 2026, mora ta projekt biti izveden, tako da jaz verjamem, da nekje poznem poletju, jeseni se bodo tudi fizično začela izvajati dela. Zdaj, dotaknila sva se v tem slabem letu in pol vašega mandata, kaj se je vse zgodilo, pa bolj slabih stvari, ampak verjetno tudi optimistično gledate na to. Kaj mogoče je tisto, na kar ste najbolj ponosni? Najbolj ponosen sem, bom rekel, seveda najprej na svojo ekipo. Mi smo malo, bom rekel, občinsko upravo tudi ojačali, zaposlili določene ljudi, ogromno teh projektov seveda zahteva tudi, bom rekel, določen suport občinske uprave. Imamo novo direktorico občinske uprave, ki izjemno dobro vodi našo občino, seveda skupaj s sodelavci. Najbolj ponosen sem seveda, da smo nekako uspeli začete projekte dokončati, kljub vsem tem finančnim težavam, ki sem jih navedel. Mi smo v lanskem letu potem končali določene cestne investicije, skoraj do konca pripeljali novo poslovno cono, ki se je potem zaradi te ujme seveda prekinila, tako da smo jo dokončali v letošnjem letu. Izvedli kanalizacijo v aglomeraciji Vič, potem številne neke manjše projekte, popolnoma prenovili delovanje našega javnega zavoda Dravit. Izjemno velik poudarek smo dali na različnih prireditvah, tako da sedaj v Dravogradu se pod, bom rekel, znamko Traberg Fest odvijajo tisti, bom rekel, bolj dogodki nekega širšega pomena, na katerih nastopajo bolj znana glasbena, kulturna imena, tako da, bom rekel, izjemno dobro obiskovan ta festival. Vključili smo mlade, tu sem izjemno ponosen, da smo sprejeli to strategijo za mlade. Dobili tudi certifikat Mladim prijazna občina. Naši mladi so tudi bili vodilni pri projektu za celotno Koroško Kornet. Tako da res, bom rekel, ogromno nekih projektov in pa zadev, ki se poznajo v okolju. Kako pa sicer sodelujete z okoliškimi občinami in župani le-teh? Na Koroškem ste nekako znani potem, da znate stopiti skupaj. Tako, jaz zelo dobro sodelujem s vsemi občani, mislim, župani. Županjami imamo seveda ta svoja srečanja v okviru Sveta Koroške regije, se dobivamo tudi izven tega, izmenjamo kakšne izkušnje, sam večkrat pokličem kakšnega starejšega oziroma kolega, ki ima seveda več izkušenj, daljši mandat, da mi malo svetuje in tudi seveda sem hvaležen za vsak tak, bom rekel, nasvet. Zaenkrat hvala, sledi kratek premor. Gledalke in gledalci, ostanite v naši družbi. Gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Županom. Še vedno je v moji družbi župan občine Dravograd. Mnogo tega sva se že dotaknila v prvem delu. Zdaj pa me zanima, kako je sestavljen proračun, ali je bolj varčevalno usmerjen glede na vse nepredvidljive stroške, je kakšna investicija odpadla, koliko je težek, kaj si obetate od njega? Ja, letošnji proračun je, bom rekel, rekorden ravno zaradi teh sanacijskih sredstev, ki smo jih prejeli, dobrih 27,5 milijonov. Glavnina proračuna je investicijsko usmerjenega, se pravi v izvedbo številnih teh sanacijskih del po celotni občini. Drugače pa seveda mi nadaljujemo tudi z investicijami izven tega programa. Obnovili smo telovadnico osnovne šole neznanih talcev Dravograd. Izvajamo trenutno številne projekte, bom rekel, za kanalizacije v številnih zaselkih naše občine. To so projekti, mi jim rečemo na zalogo, se pravi, da se bomo pač, ko bodo se neki razpisi pojavili, potem lahko prijavili za
Sofinanciranje, trenutno smo v teku za razpis za šport, tu želimo obnoviti naš stadion, sanitarije, garderobe, zamenjati streho. Zelo pomemben projekt, ki ga izvajamo, je trenutno na področju sončnih elektrarn. Tukaj se bomo priključili konzorciju večjih občin, da se bomo potem seveda lahko prijavili na ta javni razpis za sofinanciranje. Mi bomo na večino naših javnih stavb namestili sončne elektrarne, soglasja od elektropodjetja že imamo od lanskega leta. To bo kar, bom rekel, pomembna investicija, ki bo nekako zadostila samooskrbnosti teh javnih zavodov in bo tudi pomenila nek velik prihranek. Ravno iz tega ozira, lani smo bili seveda priča velikim pritiskom tudi na cene elektrike, kar je zelo podražilo potem delovanje številnih teh zavodov. In mislim, da je to ta prava pot. Potem so pa tu seveda še bom rekel, ti mehki, tako imenovani projekti, od vseh teh certifikatov, ki jih seveda vsako leto obnavljamo. Mi smo letos pridobili tudi srebrni ISO certifikat, se pravi, da smo kar na dobri poti, da nekoč pa morda prijemo tudi do zlatega, to je ta naš cilj. Imamo ta certifikat mladim, prijazna občina, certifikat prostovoljstvu, prijazna občina, potem smo v tej akciji zdravih mest, vsako leto iz tega naslova izvedemo številne prireditve s vsemi našimi društvi. Tako da resnično, bom rekel, dela nam ne zmanjka, proračun se zaenkrat izvršuje skladno z dinamiko, ki je sprejeta. Jaz upam, da bo tako ostalo do konca leta, ko bomo verjetno nekje v jesenskih, oziroma pozno jesenskih mesecih pričeli s pripravo proračuna za naslednje leto. Do takrat pa tudi verjamem, da bodo že znani potem ti pogoji za nadaljevanje del na teh sanacijskih programih. Ko ste že omenili kanalizacije in to, da čakate na razpis, finančna perspektiva pa vendar, vsaj kolikor so mi župani, ki so tu že gostovali, pripovedali, ni tako zelo naklonjena, kljub temu, da Dravograd ni ena izmed manjših občin, ne? To je res. Mi smo trenutno v teh pogovorih za DRR, dogovor za razvoj regije. Za našo regijo je to dobrih 21 milijonov. In tukaj so, bom rekel, res tisti večji projekti na kanalizaciji, ki zahtevajo pač aglomeracije večje od 2000 PE in to manjše občine seveda, bom rekel, kar težje dosegajo. Zdaj, če lahko za našo občino bomo v tem DRR-ju udeleženi na programu kanalizacije, tu imamo, bom rekel, en kanalizacijski sistem v krajevni skupnosti Šentjanž, za katerega že imamo gradbeno dovoljenje. Eden izmed večjih projektov znotraj DRR-ja bo kolesarska povezava med občino Dravograd in pa občino Muta. Nekaj bomo pa udeleženi tudi na tako imenovanem zelenem programu, kjer si pa želimo vzpostaviti en tak, bom rekel, park. Ta projekt trenutno pripravlja naš mladinski center skupaj z zainteresirano javnostjo, je v fazi, bom rekel, zbiranja mnenj, naročanje tudi tako imenovani dokumenti identifikacije investicijskega projekta. V nadaljevanju bomo seveda za ta projekt morali odkupiti tudi določena zemljišča. Jaz upam, da se bomo tu lahko uspešno dogovorili. Bo pa to kar zanimivo tudi umeščeno, bom rekel, prostor z številnimi tudi, bom rekel, urbano opremo, z različno, ne vem, opremo za telovadbo na prostem, tako da kar zanimiv projekt. Omenili ste tudi sončne elektrarne, je to nek način, kot ste rekli, samooskrba, hkrati pa tudi prehod na malce bolj zeleno, ne? Neke določene smernice bodo prišle tudi iz Evrope, kako gledate na to? Konec koncev se je pa govorilo tudi o tem, da bi vetrna elektrarna bila na vašem območju, ne? Kjer pa so občani nakazali, da jim ni najbolj pogodo. Tako, zdaj sončne elektrarne seveda na eni strani pač težimo k tej samooskrbi, predvsem, bom rekel, naših javnih zavodov, na drugi strani pa se umeščajo tudi vetrne elektrarne. Tu seveda moram biti nekako jasen, da smo mi že v postopku tem razgrnitve državnega prostorskega načrta podali pomisleke, negativno mnenje, predvsem iz razloga, ker si je naše komunalno podjetje naročilo analizo, izvedla je Biotehnična fakulteta v Ljubljani, tudi eno hidrogeološko analizo, ki pa seveda, bom rekel, strogo nasprotuje kakršnikoli posegom na območju naših vodnih virov. Mi imamo tam dva vodna vira, Ojstrica Staro in Novo jih imenujemo, s katerima nekako oskrbujemo več kot polovico našega javnega vodovodnega sistema in kakršenkoli poseg, se pravi izgradnja nekih podpornih zidov na teh povezovalnih cestah do teh vetrnih elektrarn,
je odsvetovana, ker seveda so to plitvi vodonosniki. Jaz sem to že velikokrat povedal, seveda, da pri vodi ni kompromisov, ker mi drugih vodnih virov nimamo, mi ne moremo vodo potem iz, ne vem, črpališča Črneče črpati na 1100 nadmorske višine, pa jo spuščati potem po dolini. Hkrati so ti vodni viri vključeni tudi v ta sedaj vodovodni sistem Drava. Zato tu neke, bom rekel, ustrezne rešitve ni, oziroma tudi to pojasnilo, ki je bilo dano, seveda ni takšno, da bi rekla, ja, 100% se pa tam nič ne bo zgodilo. Na drugi strani je pa seveda civilna iniciativa, 151 občanov, to je večina, bom rekel, polnoletnih občanov iz teh dveh naselij, Ojstrica in pa Goriški vrh, ki pa seveda elektrarnam, bom rekel, odločno nasprotujejo. Jaz kot župan seveda se ne morem iti, bom rekel, pokrav na narekovajih, za to pitno vodo si tudi ne morem to dovoliti. Hkrati pa seveda tudi zasledujemo voljo občanov, ne nazadnje smo mi tisti njihov glas. Zdaj, kako bo ravnala država v nadaljevanju, bomo videli, ali bo to upoštevala ali ne. Se zavedamo seveda, da moramo biti samooskrbni, kar se tiče na električnem področju kot država. Mi smo tudi ponudili, bom rekel, določena degradirana območja za postavitev teh sončnih elektrarn. Imamo tudi hidroelektrarno seveda v Dravogradu, ki tudi ima nek, bom rekel, določen vpliv na okolje. Tako da se zavedamo tega in na drugi strani seveda ponujamo neke rešitve, če do tega pa ne bo prišlo. Definitivno pa se verjetno vsi deležniki bi morali usesti in z odprtimi kartami pogovoriti, kaj prinaša vetrne elektrarne. Tako, seveda, na drugi strani, na avstrijski strani se to postavlja, je tam, bom rekel, seveda ni toliko poseljeno, ni nekih vodnih virov, koliko je vsaj meni znano. Hkrati na naši strani, bom rekel, je tudi sedaj privatni lastnik zemljišča, kjer naj bi stala ta vetrnica, povedal, da se ne bo strinjal s postavitvijo na svojem zemljišču, tako da jaz mislim, da bo tu kar še, bom rekel, država imela trd oreh in da verjetno bi bilo najboljše, da pač teh objektov tam ne bi umestila. Če se dotakneva še investicij v športno infrastrukturo, omenili ste že športno dvorano, stadion, torej kakšna bi bila potem, kakšna projekta pravzaprav sta, kakšna je vrednost, kakšna je časovnica in zakaj je potreba po investicijah? Tako, mi smo bili pri ministru Hanu na Vranskem v aprilu, kjer nam je bilo povedano, da se bodo odprli razpisi v mesecu maju za investicije v športno infrastrukturo. Se pravi, v roku meseca pa pol smo morali pripraviti vso dokumentacijo. Tu govorimo o dobrih med 200 in 300 tisoč evrih, mi bomo obnovili, tako sem povedal, sanitarije, garderobe, en del tribune in pa streho. Tu si nadejamo potem vsaj, mislim, da okoli 100 tisoč evrov tega sofinancerskega denarja. To zadevo moramo tudi speljati potem do konca leta. Verjetno bomo morali zaradi tega pripraviti tudi rebalans, kot tudi seveda zaradi teh sončnih elektrarn. Na drugi strani pa tudi ta razpis za kulturo, in to sem prej govoril, da si moramo pripraviti projekte na zalogo, ker to se razpis, ne vem, se napove, naslednjem mesecu bo odprt, potem je ta rok mogoče en mesec. Če seveda ti nimaš vseh teh projektov pripravljenih, nekako ne moreš potem se na to prijaviti in biti uspešen, tako da tudi iz tega razloga smo mi povečali, bom rekel, pri sprejemu proračuna tudi sistemizacijo v naši občini, želimo si zaposliti mogoče eno osebo za vodenje teh projektov, še posebej zato, ker je naša uprava sedaj resnično polno obremenjena z vodenjem teh sanacijskih del. Je pa res, da na drugi strani pa tudi občine sedaj imamo težave s kadri, ko imamo razpise, se ljudje ne prijavljajo. Mi žal pač tudi, bom rekel, po plačah nismo nekako konkurenčni več gospodarstvu, že dolgo ne. Mladi danes vemo, da niso več tako navezani, bom rekel, na nek kraj, da jim tudi selitev ali vožnja ne predstavlja neke take težave in da seveda gredo za nekimi boljšimi pogoji. Med pogovorom ste omenili tudi na to, da ste ponosni, da se je družabno življenje v kraju izboljšalo, odkar ste prevzeli mandat, tudi pri oblikovanju javnega zavoda. Je to pot, ki ste si jo začrtali in jo želite mogoče še krepiti? Tako, to je res tista strategija. Mi tudi pripravljamo strategijo za razvoj naše občine za nadaljnjih 10-15 let, trenutno je v izdelavi. Tudi poprašali smo seveda občane, kaj si menijo, podali so svoje predloge. Ta strategija bo pripravljena še v letošnjem letu in bomo tudi seveda potem predstavili širšemu krogu javnosti. Naš javni zavod Ravit je že
predtem deloval uspešno, ampak smo želeli ga, bom rekel, bolj programsko usmeriti, zato smo tudi tam spremenili sistemizacijo. Želimo si zaposliti ljudi, bom rekel, ki bodo potem tudi projektno bolj delovali. Trenutno na področju kulture smo resnično prenovili tudi s tem Traberg Festom, imamo številne res zelo uspešne koncerte. Pri nas, poleg seveda domačih društev, ki tudi neumorno in pa zelo dobro delajo. Hkrati pa na drugi strani je še pri nas turizem tista veja, ki si jo želim tudi, bom rekel, še ojačati. Tukaj imamo sedaj zaposlenega novega sodelavca, želimo se povezati tudi z mestno občino Slovenj Gradec, da bomo, bom rekel, skupaj tržili določene produkte, na drugi strani pa povezati naše lokalne ponudnike v neke, bom rekel, pakete, ki bi jih seveda ljudje potem lahko uporabljali. Sam pravim, zmeraj jim dam primer, ne vem, če pokliče, ne vem, društvo upokojencev iz Destrnika, pa reče, mi bi prišli v Dravograd, da jim znate ponuditi, aha, če boste prišli, lahko pa gremo to pa to. Kot neko doživetje, kot neko doživetje, tako, tudi ruševine Starega gradu smo nekako odprli za javnost, očistili, naredili tako razgledno ploščad, izjemno dobro se je to prijelo, številni hodijo na to, se tam slikajo, imamo našo skalo, ki je tudi postala že, bom rekel, nek tak, ne samo fenomen, ampak izjemno obiskana razgledna točka v Dravogradu, dvorec, Bukovje, ki ga, bom rekel, sproti nekako nadgrajujemo, obnavljamo. To je res, bom rekel, en izmed edinstvenih dvorcev v Sloveniji, je naš reprezentančni objekt. Trenutno smo v fazi izbire izvajalca za ureditev še dvorišča pred tem dvorcem, tudi tukaj smo si pridobili sofinancerska sredstva, gre za projekt vreden skoraj 700 do 800 tisoč evrov. Tako da bo to tista pika na i, da še uredimo to dvorišče, ki je sedaj v, bom rekel, makadamski izvedbi. Ko sem pa prej že omenil ta razpis za kulturo, ki se pojavi, bomo pa, če nam bo uspelo, prijavili v ta razpis tudi ureditev še potem mansarde v tem dvorcu, ki je trenutno še neizkoriščena. Ta razpis je, bom rekel, izjemno ugoden, ker govori o 100% sofinanciranju in če bomo tu uspešni, bomo potem do leta 2027, tako kot je po razpisu, verjamem, da potem tudi uredili še to mansardo, s tem pa potem res ta dvorec je dejansko zaključen, obnovljen v celoti od temeljev do vrha strehe in bo služil, verjamem, da še dolgo let svojemu namenu. Kakšen profil turista pa sicer obišče Dravograd in kakšni profil turista bi si želeli mogoče s to prenovljeno neko strategijo? Tako, na eni strani imamo sedaj ta Traberg Fest, kjer nekako vabimo te dnevne, bom rekel, obiskovalce iz bližnje in pa tudi širše okolice, ki jim seveda želimo mogoče pred temi koncerti, ki se nekako dogajajo v bolj večernih urah, ponuditi še mogoče kakšne oglede, kakšna druga doživetja. Na drugi strani je pa večina turistov pri nas, bom rekel, kolesarjev. Pri nas potekata dve te, bom rekel, znani kolesarski poti. Ena je mednarodna, ta Drava Bike, in pa potem Štrekna, ki pelje od Dravograda po nekdanji trasi iz železnice proti Velenju. Tukaj je ta, bom rekel, trasa že skoraj dokončana, govorim za našo občino, manjka samo še en prehod čez glavno cesto in pa brv čez reko Mežo, da se bo priključila potem na že obstoječo. Drava Bike je trenutno zaprta v enem delu zaradi plazu na državni cesti Dravograd-Trbonje. Do konca maja je obljubljeno, da bo to sanirano, da se bo potem to lahko odprlo. Tu smo potem navezani tudi na Slovenske železnice za ta kolesarski vlak, ki nekako med počitnicami vozi v vikendih. In tem turistom tudi seveda želimo ponuditi potem različne te pakete, da se mogoče ustavijo v našem dvorcu, da jih zapeljemo, ne vem, na kakšno turistično kmetijo, v našo vas Libeliče, plebiscitno vas, zopet edinstveno, bom rekel, v Evropi, vas, ki je takrat dosegla, ne vem, skoraj danes nepredstavljivo, da so se meje prestavile v prid, seveda, takrat Jugoslaviji, Sloveniji. In vse to so te majhne zgodbe, ki jih pa seveda želimo združiti v neko tako celovito zgodbo. Kaj pa, kako slavite in kdaj občinski praznik, kaj načrtujete za letos? Občinski praznik 4. julij, številne prireditve ga bodo spremljale, bom rekel, dokaj tudi udarne, žal še ne smem povedati vseh teh, ki bodo nastopali. Niti namigniti, ne? Zelo popularne, bom rekel, skupine, tako da verjamem, da bo prostor prireditven premajhen, kar se tiče nastopajočih. Tukaj seveda bomo imeli tudi slavnostno sejo, podelili bomo občinsko nagrado priznanja
Trenutno teče še postopek podaje predlogov, potem bo komisija za mandatna vprašanja to pregledala, točkovala in dala seveda predlog na občinski svet. Nekje v začetku junija bo to potrjeno, takrat seveda bo tudi znano, kdo so letošnji nagrajenci. Župan seveda podeli tudi zlate grbe, nekaj teh grbov vsekakor bom podelil letos nezaslužnim osebam z različnih področji. Tako da se veselim našega praznika, bo, bom rekel, prijetno, pestro in verjamem, da tudi zelo dobro obiskano. Je nek trenutek, ko občina slavi, hkrati pa se združijo vsi, tako občani kot tudi tisti, ki pač vsi zaslužijo neko priznanje. Konec koncev to osebi lahko nekaj pomeni, da je priznano v domačem kraju. Tako, to je nek preres, bom rekel, dogajanja preteklega leta. Ponavadi se vsi pač tam povemo, kaj smo dosegli, kaj želimo narediti. Se zahvalimo seveda vsem tistim, ki so v tem letu doprinesli k razvoju lokalne skupnosti na različnih področjih. Tako da, bom rekel, res prijeten dogodek, odvija se v našem dvorcu. Če je lepo vreme, naredimo to zunaj z našim pihalnim orkestrom. Imamo, bom rekel, 3 godbe oziroma en pihalni orkester, 2 godbe. Tako da kulturno življenje Dravograda, to sem res večkrat povedal, je izjemno bogato. Mi imamo, izjemno bogate, močne sekcije, tako likovne, pevske zbore, moške, mešane, ženske, potem dramske skupine. Tako da ljudje lahko, če želijo, seveda najdejo nek svoj tisti interesni kotiček, kamor seveda lahko vlagajo ta svoj prosti čas. Kaj pa samo OPN oziroma občinski prostorski načrt? Je čas za prevetritev, kje ste, kaj še dovoljuje, so še kakšna zemljišča na voljo za gradnjo? Občina Dravograd je žal, bom rekel, stisnjena med 2 dolini, pa med reko, železnico in prostora ni ravno, bom rekel, ne vem koliko na voljo. Mi trenutno se bomo prijavili na razpis za tako imenovano tehnično posodobitev trenutnega OPN-ja, ki pa bo nekako osnova potem tudi za samo nadgradnjo občinskega prostorskega načrta. V proračunu imamo določena sredstva zagotovljena, tako da se bomo tega nekako v drugi polovici leta tudi lotili, pregledali, katera zemljišča bi seveda lahko namenili za stanovanjsko gradnjo. Je pa to dolgotrajen proces, mislim, da več kot 40 soglasij moramo pridobiti in to je tudi, bom rekel, ena taka rak rana v naši državi, da ti postopki so izjemno dolgotrajni, trajajo več let, so tudi dokaj drage, več 100 000 evrov. Pride ena taka sprememba OPN-ja in tu imamo kar težave, bom rekel, ker pač določene zadeve bi se morale sigurno odvijati hitreje. Ampak glede na to, da verjetno si želite, da mladi ostajajo v kraju, je tudi to, da jim je naklonjeno, da je možnost graditi oziroma da ostanejo ključnega pomena. Kako še mladim pomagati, da ostanejo v domačem kraju? Tako, to je en izmed tudi, bom rekel, stebrov te naše strategije, kako zadržati mlade v naši občini in pa tudi na Koroškem, če tako gledamo širše. Pač naša težava je verjetno predvsem tem, da nekih kvalitetnih služb, bom rekel, takšnih pri nas ni. Vse te institucije so se nekako centralizirale v Ljubljani, določene, ki so bile na Koroškem, so se žal pač ukinile. Mi smo tu sedaj sprejeli več, bom rekel, nekih korakov. Na eni strani, ko ste omenili gradnjo, smo sprejeli odlok, s katerim bomo mladim subvencionirali obrestne mere pri najetju stanovanjskih kreditov. Na drugi strani smo potem sprejeli tudi odlok, s katerim bomo vsem mladim v naši občini, ki odprejo tako imenovani SP, ponudili neko začetno pomoč v višini, mislim, da 500 evrov za polovični delovni čas oziroma 1000 evrov za poln delovni čas. Hkrati jim bomo subvencionirali ta komunalni prispevek, se pravi, če se odločijo za gradnjo stanovanjske hiše pri nas, bomo subvencionirali komunalni prispevek do višine, mislim, da 3500 evrov za eno družino. Ponudili smo pa tudi pomoč gospodarstvu za zaposlovanje mladega kadra in bomo sofinancirali eno to, bom rekel, minimalno plačo. Tako da kar, bom rekel, en širok spekter teh pomoči, ki smo jo nekako dali našim občanom, mladim. Ravno v četrtek 16. smo pa na občinskem svetu tudi sprejeli pravilnik o štipendiranju. Mi smo ta pravilnik sprejeli zato, da smo si zagotovili neko pravno podlago, da lahko podelimo kadrovsko štipendijo ali štipendije
ampak predvsem za potrebe delovanja občinske uprave, kot sem že prej omenil, tudi mi imamo velike težave z določenim kadrom in mogoče z neko štipendijo, 300 evrov smo zapisali, bi ta štipendija bila na mesec, bi si pridobili kak kader, ki bi potem pa le videl neko svojo izziv, priložnost in bi potem ostal v naši občinski upravi ali v kakšnem javnem zavodu. Na drugi strani pa bomo s tem pravilnikom tudi odprli možnost podelitve štipendije ali nekega dodatka za vse naše dijake in pa študente, ki so uvrščeni od 4. do 7. dohodkovnega razreda. Zakaj ta razred? Zato, ker bom rekel, od 1. do 4. razreda imajo upravičenci seveda številne socialne korektive na voljo in prav je tako, ta bom rekel neki srednji del pa ponavadi takšnih možnosti nima, zato smo se odločili, da bomo poskušali v nekaj letih zagotoviti toliko denarja v proračunu, da bi vsi, ki so v teh dohodkovnih razredih, se pravi od 4 do 7, potem bili deležni te štipendije ali dodatka, govorimo o 30 evrih za dijaka in pa 40 evrih za študente. S tem, da smo pa tukaj, bom rekel, naredili malo drugačno pot, ne gledamo toliko na uspeh, ampak smo dali poudarek na družbeno odgovornih in pa aktivnih mladih, se pravi, veliko mladih je vključenih v gasilske vrste, v civilno zaščito, v prvo pomoč, so krvodajalci, opravljajo različna prostovoljska dela, tem pa bomo še dali dodatek do 80% na to štipendijo, da nekako poskušamo tudi zmotivirati mlade na eni strani, da se pridružijo tem prostovoljskim organizacijam, tistih, ki pa so že, da pa jih nekako, bom rekel, simbolno seveda s tem tudi nagradimo, ker uspeh, bom rekel, učni je seveda pomemben, ampak zopet pri državnih štipendijah obstaja tako imenovani dodatek za uspeh, ki ga dijaki ali študenti dobijo in zato smo mi pa rekli, gremo pa po drugi strani, pa dajmo mogoče probati pomagati na eni strani tudi prostovoljskim organizacijam, da se pa mogoče kdo tudi zaradi tega odloči in pristopi v njihove vrste. In hkrati se oblikuje lokalno okolje, a ne? Tako, s tem pa ga seveda poskušamo zopet navezati na našo lokalno okolje, da ostane, ga sooblikuje in najde nek svoj interes. Zaenkrat hvala, sledi še kratek premor. Gledalke in gledalci, ostanite v naši družbi. Gledalke in gledalci, pozdravljeni nazaj v oddaji z županom in v moji družbi je še vedno župan občine Dravograd. Zdaj, če se ozreva malce bolj naprej, res da je šele leto in pol mandata, pa vendar je to vaš prvi mandat v vlogi župana. A se vidite na tem mestu tudi še v prihodnje, glede na to, da kot sva ugotovila, nekateri postopki trajajo, ne? Tako. Jaz bom tako rekel, seveda, da je ta prvi mandat je nekako tisti mandat, v katerem ti dokončaš projekte, ki so že tekli iz prejšnjega mandata in mogoče nekako nastaviš te nastavke za nadaljne projekte. Seveda do konca mandata je še kar nekaj, če bo zdravje služilo, bomo verjetno poskusili nadaljevati v naslednji mandat, ampak to je, bom rekel, res odločitev, za katero je še čas. Kaj pa sama poslovna cona? Že na začetku ste omenili, kaj vse se je naredilo, kaj pa zdaj naprej, kakšni so koraki? Poslovna cona, res sem ponosen na ta projekt, izjemno zanimanje strani gospodarstva za nakup zemljišč. Mi bomo v kratkem objavili tudi, bom rekel, to dražbo za odprodajo zemljišč, slabe 3 hektarje, velika cona. Verjamem, da bomo uspešni pri prodaji. Mi imamo že sedaj 2 coni, Otiški vrh in pa cono Belta, to bo cona Otiški vrh 2. Izjemno uspešna podjetja. Pred kratkim se je k nam preselilo tudi eno izjemno uspešno podjetje iz drugega dela Slovenije, kar je, bom rekel, res za pozdraviti. Malo kdaj se zgodi, da glede na to, da še nimamo avtoceste, da tudi po železnici nimamo ravno nekih kvalitetnih povezav, da pa nekdo pa le pride k nam. Tu, bom rekel, odpre poslovne prostore in začne z dejavnostjo. V nadaljevanju seveda so še določena zemljišča lahko na razpolago, to je stvar seveda spremembe občinskega prostorskega načrta, da bomo še lahko zagotovili določena zemljišča. Morali bomo pa seveda sprejeti odločitev, do kje je tista meja, ki je še nekako vzdržna za okolje. Mi imamo še, bom rekel, tovarno ivernih plošč, ki ne deluje že kar vrsto let. Tam je lastnik turško podjetje Yildiz, ne dogaja se tam trenutno nič. Država je takrat sicer imela neke, bom rekel, želje in pa projekte, da bi tam nastal tako imenovani ta lesni center. Ta lesni center je potem se, bom rekel, postavil v Kočevju. Od takrat ta tovarna sameva, zdaj sam lastnik nekako ne pove, kakšne so njegovi načrti za prihodnost.
občina seveda ima interes na tem delu, tudi bi se mogoče odločili za odkup določenega dela zemljišča, da bi tam lahko ali postavili kakšno trgovski center ali, bom rekel, poslovno cono. Vsekakor si pa želimo neke čiste industrije, ne? Tudi tam, če bi bilo najbolj, se mi pa seveda zdi primeren tako imenovan ta lesni center. Da bi ostalo, ne, pravzaprav temu, o čemer je bilo namenjeno. Kako pa poteka? Je možno sploh do lastnika priti? Je kakšna komunikacija dvosmerna, no? Jaz moram tu sicer na eni strani kar pohvaliti, zdaj v poplavah smo mi seveda navezali kontakt z lastnikom, da nam je dovolil začasno sanacijo odpadkov na dvorišču te tovarne. Mi smo tja kar, bom rekel, navozili precej odpadkov iz industrijske cone, tudi tega mulja. Zdaj odpadki so že odstranjeni, mulj verjamem, da se bo v kratkem tudi odpeljal v skladu s programom. Drugače pa je komunikacija, bom rekel, bolj pisna, ni nekih, bom rekel, kontaktov, tudi država, večkrat se pogovarjam s kakšnim poslancem našim ali s kakšnim sekretarjem, če je priložnost, nimajo nekih podatkov, res kakšen je pa načrt lastnika s tem zemljiščem, to je 10 hektarjev veliko zemljišče ob glavni cesti, bom rekel, izjemno atraktivna, pomembna lokacija, ki bi zanimala tudi podjetja, ki so neposredno ob samem tem objektu. Tako da verjetno bo treba biti tu vztrajen in pač poiskati neko rešitev. Verjetno pa, kot ste že menili, vas verjetno zelo žalosti, da je ta lesni center padel v vodo. Takrat še sicer niste bili župan, vi pa vendar, ne. Takrat ste res videli v Dravogradu luč na koncu tunela. Takrat smo res videli skupaj z SiDG-jem, da bo tukaj zaživel en tak lesni center, pa ne. Mi smo skozi govorili, da se ne želimo samo deponije, hlodovine, pa da se potem to voze, ampak da se tu potem res izdelujejo neki izdelki, od montažnih hiš do vseh proizvodov, ki jih seveda les lahko da. Za konec morda še to, kako, že veliko sva govorila o tem, da so bili vidni predstavniki vlade pa predsednica v Dravogradu v času neuri. Kako sicer ta komunikacija poteka? Ste slišani župani, dobro, pri finančni perspektivi ne, ampak sicer lahko potrkate na vrata, ko se soočate s kakšnim problemom, ki lahko morda določeno resorno ministrstvo ga hitro reši? Z mojega zornega kota kar dokaj dobro sodelujem. Res je, da mi tukaj pomagajo tudi kolegi iz strank, iz našega občinskega sveta, če je treba, seveda navežemo tudi preko njih, da mogoče malo lažje ali hitreje pridemo do kakšnih vrat in na njih potrkamo. Drugače pa tudi, kar se tiče, bom rekel, obiskov, tudi po tej ujmi še vedno potekajo. Ministrica Bratuškova večkrat pride tudi do nas nam predstaviti program, kako pač poteka na tem državnem cestnem omrežju. Tako da ja, če bi nekako počrtal, lahko rečem, da je to sodelovanje kar dobro. Ja. Ko ste omenili cesto, moram vprašati, če to ne, pač Koroška čaka to cesto že mnogo časa. Kaj se dogaja trenutno? Trenutno čakamo na ta državni prostorski načrt, se pravi od Slovenj Gradca proti Otiškemu vrhu in pa na to Otiški vrh Holmec. V ponedeljek bi naj ta aktivnost nam bila predstavljena, kako daleč je to. To bi že moralo biti dejansko predstavljeno letos poleti, vendar potem zaradi teh ujm se je to vse skupaj prestavilo. Mi imamo resnično težave, bom rekel, z državno cestno infrastrukturo. Cesta Dravograd-Ravne je v popolnem razsulu in kup semaforjev zaradi grožečih plazov je postavljenih. Cesta proti Slovenj Gradcu, prav tako tudi proti Mariboru cesta ravno ni idealna. Tako da to tretjo razvojno os res predolgo čakamo. Želimo si seveda posodobitve tudi železniške infrastrukture. Tudi tukaj smo pač imeli neke razgovore. Ampak vse to je stvar države, da to umesti v svoje NRP-je, da si pridobi neka sofinancerska sredstva. Koroška kot taka, to smo vedno rekli, resnično pa je prav, da se seveda tudi, da se druge regije razvijajo, ampak mi smo res nekako bili na nekem repu tega razvoja, nekih velikih državnih investicij pri nas ni bilo, zato smo tudi rekli sedaj po teh poplavah, da bi si zaslužili svoj zakon, se pravi za razvoj Koroške, tako kot je recimo Prekmurje imelo svoj zakon, ko so se pač tam zgodili ti gospodarski polomi. Malo teh je sedaj uvrščeno v ta zakon o obnovi in razvoju, bi si pa seveda želeli še več. Hvala lepa, da ste danes bili moj gost. Hvala vam za povabilo. Gledalke in gledalci, hvala za ogled. Ostanite na BKTV še naprej. Želim vam prijeten večer in nasvidenje.